Dobrodošli na kanalu Moderni samuraj. Danes sem v družbi z Sašo Vajkserjem. On je glavni trener in idejni vodja Fight Kluba Ljubljana. Danes si bomo ogledali, kaj lahko naredimo, če hočemo boks trenirati sami doma. Pa povej, kaj lahko naredimo? Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Enostavno doma lahko veliko naredimo v smislu boksa. Prva zadeva, kar lahko delamo, je shadow box. Ok, boš predstavil manj shadow boxa? Shadow box, kar zdaj takoj. Ja, kar takoj. Dobro. V glavnem shadow box so, za tiste, ki ne veste, to je pač udarjanje po zraku, udarjanje pač po zraku in v bistvu borba s svojo senco. Se pravi, improviziraš udarce, improviziraš obrambo, improviziraš premikanje in to je ena taka zelo osnovna vaja. Tudi ne samo za tekmovalce, tudi za rekreativce, itek to delamo skozi na treningu, ampak tudi ena vaja, ki skozi lahko doma brez kakšnekoli rekvizito delaš. Aha. Koliko pa bi priporočal, recimo, 2-3 runde, torej? V osnovi so runde dolge 3 minute, tako da če narediš še 1 do 3 runde, je čisto redno. Da je best. Ja. Ok, kaj pa je naslednja stvar, ki jo lahko doma delamo kot bokserji? Ena zelo tudi enostavna zadeva, ki jo lahko naredimo, je tako, da takle štrikec ali pa elastiko napnemo na 2 konca, si prilagodimo glede na svojo velikost. Aha, kaj to pomeni, kakšna višina mora to potem? Višina nekje do ramena, recimo temu, ne? In potem to linijo uporabljamo za vajo v bistvu premikanja, se pravi footworka in pa eskivaž. Se pravi, tukaj postavim tale štrikec v višino, se pravi svojih ramen, se postavimo gard in s kratkimi koraki, s premiki levo in desno, izvajam eskivaže. To je čisto osnovna varianta, premika se naprej in nazaj, v nadaljevanju pa dodam udarce. Se pravi, naredim dobro pozicijo, udaram, naredim dobro pozicijo, udaram posamezen udarc, ali je to direkt, ali je to uppercut, ali je to kroše. In potem kasneje seveda tudi improviziram in se premikam enostavno naprej, nazaj in izboljšujem tehniko. To je zelo taka enostavna, ampak zelo uporabna vaja v smislu pridobivanja veščin v boksu. Naslednja stvar je pa kaj, ki jo lahko delajo bokserji doma? Naslednja stvar je pa v bistvu rabaš eno žogco pa eno elastiko. Recimo temu 1 meter dolgo elastiko, žogco, ki jo preluknaš in v bistvu čez to žogco potegneš elastiko, na koncu narediš tak vozel, da se skupaj drži in na koncu tudi tako zanko narediš, da lepo to enostavno držiš žogco. In to žogco uporabljamo za lovljenje pri boksu in pač tudi nasploh pri brilnih veščinah udarce lovimo in zbijamo. Kako to misliš? In s to vajo enostavno vržeš žogco in jo ujameš. In enostavno udarce tudi loviš oziroma zbijaš in s to vajo lahko zelo dobro repliciraš udarce, ki letijo proti tebi. Se pravi, štart udarcu ujameš oziroma odbiješ. To je ena taka zelo dobra vaja. Cool. Takole, se pravi, to isto žogco pa elastiko lahko uporabljamo še za eno vajo zmikov. Na stropu naštivamo nek kabel in to isto elastiko oziroma žogco obesimo na ta kabel in jo zazibamo. Zdaj, ker ta žogca ziba, se pravi naprej in nazaj, mi enostavno to uporabljamo za izmike in hkrati tudi ene vrste shadow box bolj z odzivnostjo. Se pravi, ko žogca leti proti meni, se zmaknem in naredim neko kontro, izmik, bum, in se zmaknem. In tudi zelo dobra vaja za odzivnost in hkrati tudi za tehniko izmikov. Tudi če malo pogledate po YouTubeu, dosti teh najboljših borcev uporablja podobno vajo nihanja, ki se
pol enostavno izmikajo in se igrajo. In je to ena zelo dobra dopolnitev boksarskega treninga, sploh pa je zelo dobro, ker lahko doma uporabljate praktično zastonj. Kaj pa boksarska kolebnica? Ja, boksarska kolebnica je tudi osnova, bom rekel, boksa, osnova premikanja, ampak mislim, da je dosti tega materiala na netu, tako da mislim, da nima smisla, da mi da tukaj prikazujemo to. Ne, res ne. Ker tisti, ki ne zna skakati čez kolebnico, mislim, da tudi ni sposoben delati teh vaj, ki si jih zdaj pokazal. Ok, the best. Ja, Sašo, najlepša hvala. Vse linke, kam lahko grejo vsi interesenti, ki bi se radi ukvarjali z boksom, pa z drugimi borilnimi športi in veščinami, bom dal v opis. In še nekaj, seveda je tudi možno trenirati na vreči, a ne? O tem sva pa že tudi naredila en video ali pa dva in bom jaz tudi dal tele linke od spodaj v opis tehnik, tako da tisti, ki bi še radi kaj več delali na vreči, imamo pa že tudi materijala tam in se naj tam ogledajo. Hvala, Sašo, za sodelovanje, pa se vidimo še kdaj drugič. Dobro, hvala enako, se vidimo. Čau.